začne. Lepo pozdravljeni v imenu pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in v mojem imenu sem Maja Derčar, novinarka, danes povezovalka pogovora. Vračamo se po poletnem oddihu, še 4 webinarji so pred nami, vključno z današnjim, ki je posvečen evropskemu denarju za gospodarsko okrevanje po pandemiji. Zanimiv preobrat se je zgodil poleti v dojemanju razlike v spopadanju z epidemijo in v dojemanju pomoči gospodarstvu na obeh straneh Atlantika. Pred dnevi je v enem od podkastov znani ekonomist Adam Posen dejal, da se je spričo odziva na gospodarske posledice pandemije Amerika v nekaj tednih zelo hitro, zelo grdo postarala, stara Evropa pa je dobila nekaj privlačnega lišpa oziroma sijaja. Evropski denar za okrevanje bo lišp ali substanca? To je tema, ki jo v Sloveniji že kakšen mesec omenjamo in pretresamo in smo v bistvu šele na začetku. Na ministrstvih pa že intenzivno pripravljajo in izbirajo projekte in njihove finančne konstrukcije. Predsednik vlade je prevzel politično koordinacijo, oktobra pa naj bi dobili prvi konkretnejši dokument z načrtom za okrevanje in odpornost. O ustroju evropskih finančnih mehanizmov, o denarju, ki naj bi bil namenjen Sloveniji, če ga bo ta znala počrpati, o vsebinah, o projektih, o namenu, o vsem tem v nadaljevanju. Današnji sogovorniki, ki jih prav lepo pozdravljam, pa so gospa Ljudmila Novak, evropska poslanka iz skupine Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov. Lepo pozdravljeni. Dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec iz liberalne skupine Renew Europe. Pozdravljeni. Magistrica Monika Kirbiš Rojs je državna sekretarka na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Lep pozdrav. Lep pozdrav. In pa dr. Mojmir Mrak, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prav lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej pa nekaj uvodnih misli od gostiteljice, cenjene vodje pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Manje Toplak. Izvoli, Manja. Hvala, Maja. Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli. Veseli me, da smo spet skupaj po poletnem odmoru. Torej, kot je Maja že omenila, so konec julija voditelji držav in vlad Evropske unije po dolgotrajnih pogajanjih končno dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji COVID-19. Ta sveženj je težak 1800 milijard evrov in vključuje tudi večletni finančni proračun. Evropski parlament je nato na izredni seji zahteval spremembo tega dogovora o večletnem finančnem okvirju. Evropski poslanci in poslanke z njim namreč niso zadovoljni, saj so voditelji Evropske unije občutno zmanjšali dodatna sredstva za programe na področju raziskav, razvoja in okolja. Torej, če smo malo bolj konkretni, za program Obzorja, to je program za raziskave in razvoj, bo tako namesto prvotno 13,5 milijarde evrov na voljo le 5 milijard evrov. Oklestili so tudi sredstva za program Digitalne Evrope in sicer za 1,5 milijarde evrov. Drastično pa se je skrčil tudi sklad za pravični prehod. To je sklad, ki pomaga fosilno odvisnim državam pri njihovem prehodu v podnebno nevtralno gospodarstvo. Evropski proračun pa se sprejema v soodločanju z Evropskim parlamentom, kar pomeni, da morajo evropski poslanci in poslanke proračun tudi potrditi oziroma bo treba poiskati nove rešitve. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen želi, da bi bil ta proračun sprejet do konca oktobra. Torej, so pred nami pomembni tedni in dnevi, žogica pa je zdaj na strani parlamenta in videli bomo, v kakšni smeri bo parlamentu uspelo izboljšati dogovor z vrha, da bo ta bolj usmerjen v prihodnost. O tem, kakšni izzivi so pred nami, kakšno Evropo si želimo, smo presegli staro razcepljenost, kam naj gredo evropska sredstva, na vsa ta vprašanja nam bodo pomagali odgovoriti današnji izvrstni gostje, ki jih vse prav lepo pozdravljam. Hvala, Maja, vračam besedo in se že veselim debate. Super, najlepša hvala. In v tem prvem delu debate se lahko dotaknemo proračuna za obdobje med letoma 2021 in 2027.
na to tudi vseh sredstev v prihodnjih letih. Potem na sredini in proti koncu se bomo posebej osredotočili na 750 milijardni sklad za okrevanje in odpornost, iz katerega Slovenijo čaka več kot 5 milijard evrov. Če gremo zdaj na ta večletni proračun Evropske unije, ki je bil izpogajan, kot je dejala Manja, na ravni voditeljev držav. Gospa Ljudmila Novak, ste članica največje politične skupine v Evropskem parlamentu, torej Ljudske stranke. O čem trenutno razpravljate v skupini v povezavi z zneski in razporeditvijo sredstev v predlaganem večletnem okviru? Zanima me, ali boste predlagali precej drugačen proračun in zahtevali več za raziskave in razvoj, za podnebno nevtralnost in tako naprej, in ali bi lahko do konca oktobra potem sprejeli ta proračun? In podobno vprašanje imam potem tudi za dr. Grošlja. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Menim, da je v interesu tako Evropske ljudske stranke kot Evropskega parlamenta, da se večletni finančni okvir in ta sklad za pomoč ob COVID krizi čim prej sprejme. Vendar seveda parlament želi pri tem tudi enakopravno sodelovati in pa prikazati, postaviti svoje prioritete. Največ pripomb je bilo seveda na to, da se je zmanjšal denar za raziskave in razvoj, za digitalizacijo, ker to je nenazadnje program za prihodnost Evropske unije, da bomo prav na teh področjih naredili korak naprej, da bomo na ta način tudi najlažje premagali to krizo po pandemiji. Tako da pogajanja seveda bodo, tudi Evropska ljudska stranka se sklicuje prav na to, da želimo tukaj izboljšati, torej dobiti več denarja. Jaz verjamem, da bomo to dosegli, saj ta pogajanja vedno so med parlamentom, komisijo in pa tudi svetom Evropske unije, da na koncu dosežemo ta sporazum. Tako da bodo sicer malo trda, ampak mislim, da na koncu bomo ta sporazum dosegli. Saj je v interesu parlamenta, poslancev, da države čim prej dobijo in začnejo koristiti ta denar. Gospa Novak, če dosežete sporazum, bo to pomenilo, da bo proračun ta večletni težji od trenutnih 1074 milijard? No, ne verjamem, da bo težji, ampak da pride do kakšnih prerazporeditev znotraj že dogovorjenih okvirjev. Dr. Grošelj, kakšne pa so temeljne pripombe liberalcev na ta večletni proračunski okvir Evropske unije? Premalo sredstev je verjetno za znanost, Manja je že omenila obzorje Horizon EU, pa digitalizacijo, podnebne spremembe. Seveda moje vprašanje je tudi, ali se tega manjka ali pa zmanjšanja ne da nadomestiti v že omenjenem drugem skladu, ki se tudi ustanavlja, skladu za okrevanje, vse te vsebine. Ja, lepo pozdravljeni, še v mojem imenu. No, torej, malce vas bom popravil, tale sklad za okrevanje in odpornost je nekoč imenoval, ko smo ga mi v naši skupini še kreirali, pa pripravljali sklad za obnovo in transformacijo. Torej, to je pobuda parlamenta, ki jo je potem svet sprejel. Torej, en tak pomemben detajl. Zdaj, prvo vprašanje je čisto politično, to je vprašanje pogojevanja sredstev za vladavino, za normo vladavina prava, to veste, da je vroča tema. Jaz sem bil včeraj deležen take lepe medijske diskvalifikacije, pa sem zdaj začel s tem čisto namerno. Vendar, to gre za vprašanje, ki se odpira tako, da v bistvu pravzaprav presega politično delitev v parlamentu, to so pobude poslancev iz vseh političnih skupin. Torej, to bo eno od vprašanj, ki bo moralo biti rešeno v tem večletnem finančnem skladu, v MFF-ju in pa v samem skladu, se pravi glede porabe sredstev. Drugo vprašanje, ki je izredno pomembno in tudi še ni rešeno, je vprašanje košarice lastnih virov. Tudi to je med naših pobud. Naša osnovna ideja pri RRF-ju oziroma RTF-u takrat je bila, da se Evropska unija zadolži kot celota, ampak hkrati to breme zadolževanja ne pade na posamezne države članice za povečevanjem nacionalnih prispevkov v evropski proračun. Zato je bila ta ideja lastnih virov oziroma lastnega vira in kot veste, to vprašanje ni rešeno, bo pa treba to vprašanje rešiti do 1.1.2021 iz zelo preprostega razloga, ker je to pomemben vir. Še posebej bo pa to pomemben vir leta 2026,
ko se bo začelo vračati te 30-letne obveznice, kot se ne bi v 200 letih 26-56, pač teh 750 milijard plus obresti vrnilo. Tako da tukaj je zdaj še to vprašanje in to bo tudi zelo potem pomembno vprašanje, kakšen bo položaj posameznih držav članic. Če tega vira ne bo, potem bo treba to verjetno pokrivati s prispevki. In tukaj je kar nekaj odprtega in tukaj ta kompromis sveta pravzaprav ni tako zelo dober, kot se je želelo predstaviti. Zdaj vprašanje tukaj tudi je eno zelo pomembno, kako so to razmerje med skupnimi programi in pa bom rekel bolj temi nacionalnimi, kot so recimo pa bolj usmerjeni, kot so kohezija in podobni. Tukaj je predvsem problem, ki ga mi vidimo v naši skupini, je, da zdaj predpostavka, na kateri to bo narejeno, je, da bomo do leta 2024 mi že globoko ven iz krize. Pa če gledate razprave v nekaterih državah članicah in tudi nekateri analitiki že opozarjajo, da okrevanje ne bo omejeno do leta 2024 in zdaj tisto, kar tudi to je bil cilj tega RRF-ja, je bil, da dosežemo tako s skupnimi programi kot za tem skladom, da imajo vse države članice podobne ali vsaj primerljive štartne pozicije, ko se bo ta kriza končala. Se pravi, da nimamo tega, da imamo asimetrično okrevanje posameznih držav članic znotraj celotne unije. Zdaj tukaj imamo te skupne programe, ker na skupnih programih, kot so Horizont Evropa, potem Erasmus+, nam lahko po zdajšnjem dogovoru grozi to, da bomo leta 2024 padli v luknjo, ko bo obseg sredstev manjši, kot je leta 2020. In temu se želi parlament, tudi v resoluciji napisano, želi temu izogniti. To je pa zelo pomembno, zakaj. Ko se bo ta RRF zaprl leta 2024 z črpanjem, bo seveda na ta sredstva izreden pritisk med državami članicami, konkurenca za te sredstva bo bistveno večja. Recimo, da Slovenija bi lahko neka priložnost, da bi kompenzirala recimo izpad raziskovalno-razvojnih sredstev skozi recimo Horizont na nacionalni ravni, kjer smo bistveno daleč od tega 2% BDP za raziskave, smo celo pod 1%. Tako da tukaj je ta skrb, recimo vsaj z vidika Slovenije za mene, ali bomo tako uspešni, kot smo bili pri Junckersovem skladu, kjer je 80% sredstev šlo v jedrne države. No, potem so tu še horizontalne vprašanja, predvsem tu vprašanje porabe sredstev, ali recimo 30% sredstev namenjenih za podnebna vprašanja. Recimo, to je tako vprašanje, ki še tudi ni rešeno. Sicer pa širše bi jaz rekel, ta kompromis, ki bo dosežen na samem svetu, kaže predvsem nekaj strahov. Prvi strah je, da bi ta mehanizem RRF postal neki trajni sklad za pomoč nerazvitim. To poznamo iz Jugoslavije, in to je ta strah teh 4 varčnih držav, in pa tudi Nemčije, pa Francije, ampak to malce bolj prikrito. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje so ti lastni viri. Zakaj lastni viri tako problematični, čeprav izgleda zelo elegantna rešitev? Seveda, ti lastni viri bi Uniji podali nek drugačen fiskalni položaj vizavi državam članicam in Unija bi dobila, bi jaz rekel, neko višjo stopnjo finančne neodvisnosti, ker do zdaj smo bili vezani na tiste carinske dajatve, ki so bile primarno Evropska unija, ki jih je dobivala Evropska unija oziroma skupnost, in pa seveda prispevki držav članic. Ta razmerja se potem spremeni, seveda, ko se spremenijo razmerja pri denarnih tokovih, čeprav jaz priznam, da nisem ekonomist, potem to nujno vpliva tudi na politična razmerja in razmerja moči znotraj neke zveze. Tako da to je pomembno vprašanje in pa seveda vprašanje je na koncu seveda tega širšega odnosa. Kakšno Evropsko unijo pravzaprav želimo? A je to neki medvladni forum, kar želijo suverenisti, med katero očitno se vedno bolj prišteva tudi Slovenija, ali pa bomo šli v neko nadgradnjo unije, zdaj imamo energetsko unijo, imamo skupni gospodarski prostor in zdaj seveda postajajo vprašanja čisto politična, kako naprej. Pa bom se na tej točki ustavil, da ne bom predolg. Hvala, odprli ste res kar široko paleto. Navezala se bom na 2 stvari, na eno, ki ste jo izrekli bolj kot bodico, je pa zelo aktualna ta vladavina prava. Pravite, da ste bili izzvani, pa bom zdaj vprašala še gospod Novak, pa tudi na lastne vire bi se še osredotočili in potem dobi besedo gospod Mrak. Gospa Novak, ali lahko obsežno evropsko pomoč za okrevanje koristijo članice, Madžarska, Poljska, katerih vlade kršijo načelo vladavine prava, demokracije, osnovnih svoboščin? To je zdaj ta velika debata, veliko vprašanje v Evropskem parlamentu. Konec avgusta ste politične skupine, recimo konzervativci, socialisti, liberalci in zeleni, na von der Leyenovo in Merklovo naslovili pismo, da je treba prejem sredstev pogojevati z spoštovanjem vladavine prava. Kako se zdaj odvija ta razprava, kdo je v resnici za pogojevanje, ali so samo posamezne vlade, med njimi tudi slovenska, proti? No,
Evropski ljudski stranki smo zagotovo za vladavino prava, kajti na tem je osnovana Evropska unija in ne more učinkovito funkcionirati, če tega ne bomo spoštovali. Tukaj, kolikor mi je znano, bo pač Evropska komisija pripravila neka pravila, ki jih bo treba upoštevati in spoštovati, in to je prav. Kajti ne more delati vsak po svoje, imeti neka svoja načela, ki niso pravna, in potem koristiti evropskega denarja. Zato v Evropski ljudski stranki to popolnoma podpiramo, da torej države članice tudi pri črpanju sredstev upoštevajo vladavino prava. Kakšna bodo ta pravila in kako stroga in resna, jaz zdaj ne vem, prav pa je, da se to upošteva. Če smem? Ja, dr. Grošelj, izvolite na kratko. Ja, samo da pojasnim tole pogojevanje. Zdaj v Sloveniji se zopet malce kreativno interpretira resnica. Pogojenost ne pomeni, da država ne dobi denarja. Pogojnost pomeni samo to, če država teh pogojev, ki bodo vzpostavljeni, ne bo izpolnjevala, bo ta sredstva evropska še vedno dobivali njeni državljani. Tisto, kar se spremeni v tem mehanizmu pogojevanja, je samo to, ali gredo sredstva preko države članice in njene vlade, ali pa lahko Evropska komisija to prevzame in neposredno dodeljuje ta sredstva, bom rekel, v konkretno državo. To je to. To ne pomeni, da država potem ne bo dobila tega denarja. To samo pomeni, če sem zdaj malce slikovit, da se bo vloga državne sekretarke, ki sodeluje v tej debati, malce spremenila. Če bi Slovenija, pa ne govorim, da bo, pa niti nihče za to ne lobira, kar so me obtoževali, prišla v tak mehanizem, potem se to bi spremenilo. Zdaj, kakšen bo pa kompromis, bomo pa videli oktobra, oziroma do oktobra se bo to razčistilo. Najlepša hvala tudi za to pojasnitev. Dr. Mrak, čisto na kratko za začetek, da še malo plujemo po teh evropskih političnih vodah. Kakšne kompromise gledamo v zadnjem času glede na razmerje političnih sil v Evropi? Na eni strani imamo Nemčijo in Francijo. Nemčija je kar transformirala svoje poglede tudi na jug Evrope. Na drugi imamo to varčno četverico, ki sili v posojila, v rabate zase in na vse zadnje morda v manjšo kohezivnost. Zdaj, ko sami gledate to veliko sliko, big picture, ko vidite predlagani obseg proračuna, razporeditve, kakšno zgodbo vidite? Poglejte, ko gledamo tole situacijo glede pogajanj o večletnem finančnem okvirju, pa namerno govorim še brez tega inštrumenta, ki je bil dodan spomladi letos, prvi predlog komisije, jasno, prejšnje komisije je bil maja leta 2018. Brexit je bil in tako naprej, se pravi, proračun je bil manjši predviden kot v obdobju, ki ga zdaj zaključujemo. Imeli smo izkušnjo tiste krize 2010-2014 in potem, če se spomnite, takrat je bilo govora, da naj bi večletni finančni okvir sprejeli v času avstrijskega predsedovanja. Do konca leta 2018, govorim na nivoju sveta, pa pol jasno s parlamentom, ker je bila ideja, da bi se v prejšnji sestavi parlamenta večletni finančni okvir za obdobje po 2020 že zaključil. To ni se zgodilo zaradi različnih razlogov, prišli smo potem do tele krize in jaz bi vendarle klele rekel, ta kriza ali pa reakcija na to krizo je vendarle precej drugačna, kot je bila evropska reakcija na prejšnjo krizo. Tukaj se je Evropa le precej bolj hitro odzvala se je pa na način, jasno, ki je tudi imel noter zelo jasne nastavke tega, da bi se razlike med državami članicami močno povečale. Ena od takih stvari je bila, če se spomnite, da je komisija zelo razrahlala politiko državnih pomoči, To je sicer fajn, veljalo je za vse, sam jasno je, kdo lahko to koristi. Tisti, ki je finančno relativno močen, fiskalno močen. Zato je dejansko ta horizontalen ukrep dejansko lahko bil uporabljiv ali po večji meri uporabljiv v eni skupini držav, da rečem teh, recimo polsevernih, Nemčija, Holandija in tako naprej. In v tem kontekstu je pol prišlo do dosti bolj jasne zahteve, da je potrebno formirati neki inštrument. Če se spomnite, prvič je bilo govora o korona obveznicah. Začela se je cela stvar, govorim v kontekstu tele krize s korona obveznicami. Pri čemer pa korona obveznice niso čist nič drugega, kot so bile evro obveznice po letu 2010, pa migracijske obveznice,
Pri čemer pa še to rekel, ne, evroobveznice je preprosto narobe terminologija. Ne. Gre preprosto za obveznice, za katere bi skupno garantirale vse države članice. Ne. Pa ni jasno, ali je to EU-ja, evrocone in tako naprej. Kaj se mi zdaj prišlo potem pa do ene ključne, res, če hočete, politične spremembe, ne. Tradicionalna ta skupina neto plačnic, ne, v kateri je bila tudi, ne, ključna Nemčija in še prej jasno Velika Britanija, in bodimo tule kar zelo jasni, ne. Tule so se druge države, ala Holandija, zelo lepo skrivale za Nemčijo in Veliko Britanijo v kontekstu teh neto plačnic. Jaz sem dal skozi te pogajanja o finančnih perspektivah, ne, in vedno je bila na nek način Nemčija, Velika Britanija tiste, ki so bile zastavonoše tega, ne, drugi so se pa lepo zadaj za njimi skrivali. Nemčija je tokrat, ne, jaz mislim, da zelo jasno zaradi teh političnih elementov, ne, jaz mislim, da je bilo Nemčiji zelo jasno, da vkolikor se ne bo na to krizo odgovoril tudi z nekim inštrumentom, ki bo omogočal tistim državam, ki so fiskalno v težjem položaju, neke kolikor toliko enakopravne pozicije v obdobju po krize, ne, potem je samo vprašanje časa, kdaj se bo cela stvar kot EU razletela. Ne. Govorim o delovanju skupnega trga in tako naprej. Ne. Tako da ta marčevski oziroma aprilski nemško-francoski dogovor, ne, je v bistvu dogovor ali pa predlog, ne, saj je bilo iniciativ z akademskih krogov, z drugih krogov ogromno že, ne. Sam ta je bil vendarle ključen, ne, ta je bil ključen, ampak pomeni bistveno spremembo nemške pozicije na tem področju. Ne. Zdaj, tole, kar se je dogajalo v teh pogajanjih, ne, jaz bi vendarle rekel, ne, ta pogajanja o tem finančnem perspektivi za naslednjih 7 let so precej drugačna, kot so bila kjerkoli do zdaj. Ne. To po obsegu, to po inštrumentih, ne, saj končno zadolževanje Evropske unije tudi ni nekaj čisto konceptualno popolnoma novega. Tudi Evropska unija je to že v 70-ih letih počela, ampak jasno, na enem popolnoma drugem nivoju. Ne. Se pravi, imamo zdaj ta predlog, ki je po mojem bistveno boljši, kot če ga ne bi bilo, zato jaz upam, da bo res do njegovega dogovora tudi s parlamentom prišlo v oktobru, ne. Del mečko mogoče pol pokomentiral, ne. Vsi te dogovori o finančnih perspektivah so bili morali biti na koncu dogovorjeni z Evropskim parlamentom, ne. Zanimivo je to, ne, to, kar sta oba predhodnika omenila, ne, kje se je rezalo. Poglejte, rezalo se je tam ponovno, tako kot v prejšnjih dvojih pogajanjih, tam, kjer je šlo za tisti del sredstev, kjer ni šlo za nacionalne ovojnice. Se pravi, tiste dele, ki se upravljajo na EU nivoju in na katere konkuriramo. To je raziskave in razvoj, ne. Rezali pri koheziji se je zelo malo rezali, pri kmetijstvu se je zelo malo rezali, ne. Rezali se je na tistih stvareh, ne. Zato razlog je zelo jasno. Ko države se pogajajo, ne, želijo v kontekstu neto pozicij, predvsem gledajo tiste stvari, kjer se pogajajo o alokacijah za države, ne. Tole, kar je zdaj dogovorjeno za raziskave in razvoj, nobeden ne more reči, koliko bo kdo iz tega ven dobil, ne. Tako da jaz mislim, da kar se tiče zdaj pa tega dogajanja z parlamentom, ne, jaz mislim, da ključno verjetno bo res ta element vladavine prava, ne. Kaj je stvar po mojem ostala nekje na nekem kompromisu, ki pa po mojem v tem trenutku ni operativen, ne, in jaz mislim, da to celo stvar se da danes tako razlaga, da praktično ena država lahko blokira praktično pol realizacijo stvari in če tle ne bo prišlo do neke bolj jasne specifikacije, kaj to pomeni, ne, in tle pa jaz mislim, da ima parlament dejansko zelo pomembno vlogo, bomo imeli probleme v nadaljevanju. Kar se obsega sredstev tiče, jaz zelo dvomim, da bo prišlo do kakšnega spremembe, ki ne bo več kot lepotnega značaja. Jaz ne rečem, da ne bo prišlo do kakšne spremembe, ampak bo, ne, minimalna, ne. Pri strukturi tudi jaz ne vidim tle nekih dramatičnih sprememb, ne. Ta vladavina prava, tle pa jaz mislim, da pa bo pa moral parlament verjetno res zastaviti, da bo cela stvar lahko operativna, končno, ne. Ne smemo pozabiti, da parlament sprejema letne proračune, ne. Tam je pa pol njegova situacija popolnoma drugačna, ne. In tako da, tle jaz mislim, da je ključen element. Še komentar glede lastnih virov. Glejte, v to sem jaz tudi sam parkrat precej operativno vključen. Jaz ne verjamem, da bo prišlo do dogovora o lastnih virov
preden bo začela voda v grlu teči. Razlog je pa zelo preprost. Karkoli ti računaš lastne vere, se jih da krasno zračunati, koliko jih jaz plačam, pa koliko jih ti plačaš. Bomo računali, ne vem, stvari, koliko bi plačali iz tega davka na plastiko, vsak bo točno zračunal, koliko bo kot država lahko plačal in pol videl, ali je to njemu boljše, da plačuje po tem kanalu, ali plačuje kot gross national income participacijo. Zato jaz ne pričakujem, da bi tukaj prišlo zelo hitro do nekega dogovora, razen če bo to nek dogovor o nekih verih, ki bo dejansko, zelo dobro bi bilo, če bi lahko nekaj z senioragem Evropske centralne banke naredili, ampak jasno, če imaš ti 8 držav oziroma 7 držav, ki niso članice evroobmočja, potem to ne bo šlo. Tako da, ključna po mojem bo ta diskusija okrog vladavine prava, zdaj v tem in klej jaz dejansko tudi upam, da bo prišlo do kakšnih bolj jasnih dogovorov, ki ga smo imeli pri implementaciji. Ja, na toliko stvari bi se lahko navezala, ampak tukaj želim vključiti državno sekretarko, magistrico Moniko Kirbiš-Rojs. Pa gremo kar na konkretno, kar se je mogoče dogajalo včeraj. Včeraj ste imeli eno od delovnih skupin za črpanje evropskih sredstev in če se ne motim, pripravljate se tudi na izhodišča oziroma nekaj ste že napisali, to je še interno gradivo, izhodišča za pripravo načrta za okrevanje in odpornost. Zanima me, je res, kot ste zapisali v sporočilu za javnost, da imate kar za 23 milijard evrov možnih slovenskih projektov, ki bi bili lahko počrpani tudi iz evropskih sredstev v prihodnjih 10 letih. In pa koliko dejansko je teh sredstev, govorimo nekaj čez 5 milijard iz tega novega sklada Next Generation EU, je to 5,6 ali v resnici 5,2 milijarde? Lahko še to pojasnite? Torej, lep pozdrav. Ja, res je, takoj po Evropskem svetu oziroma konkretno 24. julija je vlada Republike Slovenije ustanovila 2 skupini, ki bosta operativno delali na evropskih sredstvih v bodoče, kolikor časa bo pač to potrebno, pri čemer je nekako za operativno izvedbo oziroma pripravo zadolžena služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ena skupina je strateška, se pravi krovna, to skupino vodi predsednik vlade in se je tudi včeraj prvič sestala, kot ste rekli. Druga skupina pa je operativna. Ta operativna skupina, v kateri so predvsem državni sekretarji in pa tudi drugi ključni kadri, ki delajo na področju evropskih sredstev, pa se srečuje tedensko. Zadolženi smo tudi za pripravo poročilo napredku krovni skupini, tako da dejansko smo mi včeraj obravnavali črpanje tekoče finančne perspektive. Tudi na tem področju je še marsikaj za postoriti. Zdaj, če govorim čisto konkretno v številkah, ostaja 1,8 milijarde še za počrpati iz obdobja 2014 do 2020. To je brez teh dodatnih kohezijskih sredstev iz naslova REACT-EU, ker je še dodatnih 312 milijonov. Poleg tega pa pripravljamo tudi vse ostale dokumente, se pravi za staro perspektivo bomo zaradi REACT-EU-ja spreminjali obstoječ operativni program. Tudi tu smo dobili nabor projektov za več kot 1 milijardo evrov in to zdaj moramo prečistiti in nekje konec septembra oziroma 29. septembra imamo predviden tudi odbor za spremljanje, kjer bomo skupaj z vsemi deležniki tudi to spremembo operativnega programa predvidoma potrdili. Potem drugi dokument, ki ga pripravljamo, je ta nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Izhodišča smo dejansko pripravljali čez poletje, se pravi od tistega 24. julija pa do 27. avgusta, ko smo jih morali potrditi na vladi. Mi smo skladno z temi usmeritvami Evropske komisije, se pravi zeleno, odporno, digitalno, dali navodila resorjem, da so pripravili vsebine.
s tem, da smo jih tudi pozvali, da morajo razmisliti o strukturnih reformah, kajti v tem primeru, se pravi načrta za okrevanje in odpornost, če ne bomo izvedli teh reform, ki jih že dolga leta pričakujemo, žal tudi denarja ne bo. Konkretno, če gremo na primer zdravstvene reforme, če tukaj ne bomo naredili napredka, vsi ga poznamo, tudi denarja ne bo. In dejansko drži tudi podatek, da smo dobili za več kot 20 milijard projektnih predlogov, bom rekla, to niso projekti, to so mogoče projektne ideje. Približno polovica jih je bila se strani resorjev, druga polovica pa se strani občin in pa se strani regionalnih agencij. Tako da mi smo v tem vmesnem času že oblikovali neka objektivna merila, bom rekla, po katerih bomo potem te projekte razvrščali v vse navedene instrumente, se pravi REACT-EU, načrt za okrevanje in odpornost in pa potem večletni finančni okvir, ker imamo še nekaj časa in pa v naslednjem mesecu moramo tudi te projekte nekako zevalvirati in jih potem tudi ustrezno zagovarjati. Prosila bi še za eno pojasnilo, magistrica Monika Kirbiš-Rojs, namreč v osnutku izhodišč za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost ste navedli 5 področij, na katerih so načrtovane potrebne reforme. To so trg dela, zdravstvo, dolgotrajna oskrba, fiskalni sistem pa odprava administrativnih ovir. Potem pa je navedenih 5 stebrov kot vsebin za črpanje, recimo podporno okolje za podjetja, digitalno, trajnostno, zeleno, turizem, skratka, se pravi 5 področji za reforme, 5 stebrov kot vsebin za črpanje. Kako gre skupaj ta matrika, kakšna je filozofija? Tu, če si iskrena, je to trenutno neka naša filozofija, zaradi tega, ker mi konkretnih usmeritev, na kak način bo sploh izgledal ta dokument, se pravi kot template, se strani Evropske komisije še nismo prejeli, to nekako pričakujemo komaj sredi septembra, zato smo se pač morali znajti sami in smo si to zadevo nekako tako zamislili. Se pravi, tam, kjer so reforme, bo dejansko treba spreminjati sistem, sprejeti zakone, recimo zakon na področju dolgotrajne oskrbe in vse ostale. Tam, kjer pa smo določili teh 5 razvojnih stebrov, pa ne vidimo nujno potreb po spremembah zakonodaje, ampak mogoče kakšne strukturne spremembe in tam vidimo pač neke ključne projekte, ki bodo dejansko vplivali na razvoj države, bodi si to projekti z področja mobilnosti, potem na področju podjetništva in tako naprej. Nestrpno pa pričakujemo tudi, to moram dodati, nadaljnja navodila, zaradi tega, ker se strani tistih, ki pa delajo na terenu, pa dobivamo konkretna vprašanja, na kak način pripravljati dokumentacijo, na kak način planirati projekte, pridobivajo gradbena dovoljenja, tako da trenutno je položaj res kar precej zahteven. Preden dam besedo doktorju Mraku, še to, gospa državna sekretarka, greva samo še skozi ključne, take en general številke oziroma podatke. Se pravi, v tekočih cenah recimo v naslednjem desetletju več kot 11 milijard sredstev, ne štejeva pa zdajšnjega operativnega programa, ki se zaključuje. Od tega recimo, če odštejemo sredstva za kmetijstvo, potem dejansko dobimo več kot 5 milijard evrov nepovratnih sredstev. Bo to držalo? Številke so čisto jasne oziroma natančne, tu lahko gremo kar čez. Za instrument za okrevanje in odpornost skupaj je na razpolago 5,7 milijarde evrov. Od tega recimo za mehanizem za okrevanje in odpornost 3 milijarde 600 posojil, se pravi povratnih sredstev, milijarda 600 nepovratnih sredstev, potem za sklad za pravični prehod 129 milijonov, za razvoj podeželja 68 milijonov in pa potem za REACT-EU 312 milijonov. Potem pa je ločeno, od tega je pa področje večletnega finančnega okvirja in sicer ločeno za kohezijsko politiko in pa ločeno za kmetijsko politiko. Tu pa imamo za kohezijo na razpolago 2 milijardi 900 in pa za skupno kmetijsko politiko milijardo 600 in še malo manj kot 100 milijonov za sklad za pravični prehod. Poudariti moram tudi, da smo bili, kar se tiče pogajanj, izjemno veseli, da je tudi pogajalski skupini
na koncu uspelo pridobiti dodatnih 350 milijonov za zahodno kohezijsko regijo, ker dejansko je bila zelo prikrajšana, če gledamo v primerjavi z preteklimi programskimi obdobji. In to so zdaj te cifre, ki dejansko tudi držijo. Najlepša hvala. Doktor Mrak, prej sem omenjala to matriko, za katero je državna sekretarka rekla, da je zdaj to neka njihova filozofija, dokler ne dobijo tudi bolj konkretnih usmeritev strani Evropske komisije. Vi že slutite, kakšna ta usmeritev bo. Ste pa tudi že pisali o tem, kakšno težo bi morali dati posameznim projektom in zakaj vi zagovarjate tudi 3/4 nepovratnih sredstev usmerjenih v mehkejše vsebine. Izvolite. Ja, jaz mislim, da kakorkoli celo stvar gledamo, Slovenija bo imela zdaj v naslednjih letih največ EU denarja kadarkoli, ne. In jaz upam, da ga tudi verjetno v prihodnje ne bo več, upam, da bo se stvar normalizirala in da ne bo nekih nenormalnih inštrumentov. Končno moramo vedeti, da Slovenija tudi po razvitosti prihaja tam v neko situacijo, kjer bo to ta naša stalna mantra okrog teh kohezijskih sredstev se morala malo počasi, bi rekel, umiriti. Slovenija je nekje na nivoju tam 85–87%, ne. Dajmo se zavedati, zahodna Slovenija je nad 100% povprečja Evropske unije. Denar za kohezijo je pa namenjen regijam, ki so pod povprečjem Evropske unije, večina pod 75% povprečja. Res je, tule je problem Ljubljane in tako naprej. No, ampak kakorkoli. To, da je zdaj ta bi rekel, suma denarja na razpolago, je ena stvar. Gre za veliko stvar. Druga stvar je pa to, da bo treba en pomemben segment tega denarja porabiti zelo hitro. Ker ta inštrument, teh 750 milijard, naj bi se črpalo, oziroma saj dogovorilo v prvih 2 letih, pa še nekaj v naslednjih 2, ampak relativno hitro. Lahko bo tukaj prišlo do kakšnih sprememb, ampak vendarle časa ni prav dosti. To, kar se meni zdi dobro, pozitivno, in to sva tudi s kolegom Vosterjem pisala v enem članku v začetku avgusta, je, da je vlada v bistvu zelo hitro, tudi v bistvu na političnem nivoju, jaz mislim, da je absolutno prav, da to vodi premier. Ne prav, nujno. Gre preprosto za toliko denarja in za tako izjemno situacijo, ki bo ali pa ne bo spremenila enega dolgoročnega tudi razvoja Slovenije, tudi ko tega denarja ne bo več. Problem, ki ga jaz vidim, pa to ni zdaj jasno neka kritika kolegice državne sekretarke, ki je klele. Problem je, da mi nimamo kot Slovenija neke velike slike, kaj hočemo s to svojo državo in neke velike slike, v kaj te stvari alocirati. To, da mi čakamo na pravila EU-ja, to je okej. Samo to rabimo zato, da bomo potem naše prioritete zložili tako, da bo tudi za Evropsko komisijo to sprejemljivo, ampak mi moramo vedeti, kaj hočemo. Zato ne rabimo Evropske komisije. To bi mogli mi vedeti. Fajn bi bilo, če bi imeli mi neko strategijo razvoja, pa to zopet ni kritika, da ne bi bilo nesporazuma, razvoja države. Slovenija praktično nima razvojne strategije od leta 2013 naprej. Naredila je potem, če se spomnite, Cerarjeva vlada neko strategijo 2030, ki ni nič, ni nič v tem smislu, da je vse in nič. Recimo eno vprašanje tu za državno sekretarko, v kolikšni meri, ker ta strategija je bila sprejeta strani neke vlade takrat, jaz se spomnim tudi prejšnja vlada, Šarčeva vlada, se okrog te strategije ni nikoli nič ni rekla o tem. Pa sem jaz parkrat skušal videti, a je to še naša strategija ali ni. Ker če je, imamo pol nek okvir, na osnovi katerega lahko ti delaš neke razreze. To, kar mene skrbi, in bom tukaj kar zelo odkrit, mi delamo zdaj programiranje od spodaj navzgor, kar je v redu, kar je nujno, in to, da imamo zdaj ta nabor teh, jaz bi rekel, idej za projekte, je nujen element, da lahko stvar, bi rekel, bolj racionalno opiraš. Istočasno bi moral imeti zelo jasno sliko od zgoraj navzdol. Ker drugače se bodo prioritete določale potem, kjer projekt je bolj ali manj določen, pa da ne rečem še po kakšnih drugih kriterijih. To pa ni dobro. Jaz mislim, in to tudi zagovarjava, tam s tem, ko smo tole pisali in bomo tudi imeli na to temo tudi en takle webinar v naslednjih 14 dneh, da bi morali imeti neko veliko sliko,
to veliko sliko pa mora v bistvu narediti potem, vidim, po tej strukturi, ki je bila vzpostavljena, ta strateška skupina. A lahko, Hvala. Za to strateško skupino pripravlja materijale ministrstvo oziroma služba vlade, ampak ta velika slika bi morala biti. Morala biti, ker drugače nas bojo v komisiji vprašali, zakaj pa v te stvari toliko. Jaz ne bi rad, da bi šlo ponovno v fizično infrastrukturo toliko, kot je šlo. Najlepša hvala. Zelo dobre iztočnice, ker državna sekretarka se prijavlja k besedi. Namreč, gospa Kirbiš Rojs, kako odgovarjate na ponavljajoče se ugotovitve, da Slovenija razen leta 2017 sprejete presplošne na nekih OECD smernicah sprejete strategije razvoja 2030 v resnici nima pravega razvojnega dokumenta, ne? Tukaj v tem internem dokumentu, ko delate izhodišča za pripravo načrta za okrevanje in odpornost, pa navajate celo plejado, dolg seznam različnih dokumentov. Kaj je potem dejansko vodilo? Ja, doktor Mrak. Samo še nekaj do konca povem, no, ker se mi zdaj nujno, preden bo državna sekretarka. Še enkrat pravim, to ni problem zdaj tele vlade. Strateške dokumente se ne dela od danes na jutri. In meni je kristalno jasno, da zdaj se strategije ne da narediti, to je neracionalno, ampak vendarle bi pa morali imeti nek strateški okvir, nek, da rečem tako, osnovni razrez, za katere stvari bi šlo in tudi jasno, tudi kater denar za kaj. Povratna, nepovratna, dolžniška. Poslušajte, tiste dolgove, tiste kredite, ki so v tem inštrumentu, jih lahko koristimo, lahko jih pa ne koristimo. Mi smo z ničemer obveženi. To bodimo si na jasnem, finančno je to sicer nekaj boljše, ampak nekaj dramatično. Bo pa to dodatni dolg Republike Slovenije. Tako da jaz tebi o teh 11 milijardah govoril, 11 milijardah, ampak bi raje govoril o tistih 6 plus, ne vem koliko je istočno. Ta dolžniški vir je dolžniški vir. Republika Slovenija se danes lahko zelo normalno zadolžuje brez kakšnih tovrstnih stvari. Tako da ne bi imeli tle prevelikih oči, ker javnofinančna situacija nas bo pa tudi zelo hitro samo srečala z njo. Hvala. Ja, gospa državna sekretarka. Ja, se v bistvu jaz lahko to tudi pokomentiram. Res jaz tudi vse te članke, tudi od doktorja Mraka in pa doktor Vostnerja berem. V nekaterih delih se celo strinjam, kar se pa tiče, oziroma v večini, ampak gledajte, kar se tiče strategije razvoja Slovenije, tu je dejansko ni. In meni je žal, da je pač ni. In zdaj pač v teh parih mesecih tudi ne bo mogla nastati. Teh področnih strategij je tudi en kup, mislim, da ko smo išli seštevati sigurno 50, in zdaj, kar lahko v tem trenutku naredimo, je, da jih mogoče noveliramo in da tiste, ki niso nujno potrebne, odpravimo. Če bomo pa šli vse strategije na novo pisati, bomo rabili še 1 leto, da bomo prišli do strategij. Zdaj, kar se tiče, da programiramo od spodaj navzgor, se ne morem čisto strinjati, ker programiramo od zgoraj navzdol. Mi smo prioritete jasno določili, so skladne in tudi ni res, da čakamo na navodila od Evropske komisije, kar se tiče vsebinskih usmeritev. Mi čakamo na navodila od komisije glede same izvedbe projektov, kar je čisto druga zgodba, in pa glede tega, na kak način naj zadnja verzija dokumenta zgleda. Zaradi tega, ker komisija tudi za operativne programe in partnerski sporazum predpisuje jasno določene obrazce. To je dejstvo. Sigurno pa ne čakamo, da nam bo nekdo rekel, kakšne so naše razvojne prioritete. Tako da s tem se ne morem strinjati. Kar se tiče fizične infrastrukture, ja, tega se tudi zavedamo in kar nas čaka tudi v naslednjem mesecu je, da nekako določimo jasno, koliko sredstev bo šlo v kakšne namene, in to smo recimo za večletni finančni okvir že naredili, prednje je prišel pač ta načrt za okrevanje. Kar se tiče posojil, dejstvo je, da ljudje pri nas niso navajeni na posojila, da niti nimajo interesa po posojilih, vse, kar jih zanima, so nepovratna sredstva. Upam pa, da se bo kdo odločil, da bi tudi javno infrastrukturo pač s temi posojili mogoče skušali pokrpati. Res pa je, kot je rekel doktor Mrak, če bo šlo to v javni dolg, potem nam to nič ne pomaga. Skušali bomo zavrteti tudi z Ministrstvom za finance razgovore, da bi se to spremenilo, ampak ne morem garantirati, ali nam bo to dejansko glede na vsa pravila tudi uspelo. Tako da to je to. Programiramo pa seveda od zgoraj navzdol, to še enkrat ponavljam, da se ne bi pojavile kakšne napačne interpretacije. Samo še lepo prosim pod vprašanje, kako boste izgledali leti 2021 in 2022 glede črpanja sredstev
Ali bo to čas posojil ali bolj nepovratnih sredstev in kako bo tehnično potekalo črpanje? Bo to z zalaganjem lastnih sredstev in povračili? Za prihodnji 2 leti me zanima na kratko. Sistem pri kohezijski politiki je jasen, ta se ne spreminja, se pravi, gre za zalaganje in pa za povračanje. Pri RRF-ju bo sistem drugačen, zaradi tega, ker boš moral ti v bistvu in strukturne spremembe oziroma reforme in projekte potem razdeliti v neke menike, in ko boš te menike izpolnil, boš pač dobil denar povrnjen. Tu smo še v razgovorih z Ministrstvom za finance, ali bomo oblikovali nek poseben proračunski sklad za te namene. Trenutno, recimo, ko smo pripravljali rebalans, ko bomo pripravljali proračun, še teh sredstev nismo upoštevali. Morda bomo imeli posebne evidenčne projekte, si pa predstavljam, da v vsakem primeru bo pač nekako treba, glede na sistem, ta denar zapeljati čez proračun, podobno kot pri teh ostalih centralnih programih. Tu, če imaš projekt Horizon, tu, če imaš kak drug projekt, da ga nekako moraš tako izplačila kot povračila v proračunu planirati. Zdaj sem se spomnila, ko sem omenila ravno te centralne programe, prej je dr. Grošelj tudi omenil slabo črpanje Junckerjevega sklada. Res je, mislim, da so bili samo 4 projekti, ki so šli čez ta sklad, kar je škoda. Zaradi tega že tudi mi v tej fazi načrtujemo, kje lahko vključimo te centralne programe kot vir sredstev, se pravi InvestEU, Horizon, ker se mi res zdi škoda, da ne bi tega izkoristili, kar nam je na razpolago, seveda pa je tam konkurenčna tekma, ne pa nacionalna ovojnica. Tu dajem priložnost gospe Novak, gospodu Grošlju za komentar ali pa samo za delitev opažanja, ali gredo načrti, osnutki, procesi v Sloveniji, kot jih vidite, v pravo smer, ko gre za priprave na črpanje iz tako bodočega sklada za okrevanje in odpornost, kot iz večletnega evropskega proračuna. Ja, če dovolite, bi tudi jaz komentirala. Menim, da moramo priznati, da ta vlada vendarle zna biti učinkovita in da se je tudi tako hitro znašla v času, ko je padla v pandemijo oziroma ko smo padli v krizo zaradi pandemije. Jaz tudi moram reči, da zaupam državni sekretarki gospe Moniki Kirpič Rojs, ker vem, da pozna ta področja. In tudi leta 2013 oziroma 2012, ko sem sama bila v vladi, vem, da je v tistem času vodila črpanje teh sredstev in smo naredili kar precej korakov naprej. Zato jaz verjamem, da če kdo, potem je ona z njeno ekipo in pa ta vlada sposobna narediti, pa se moramo ves čas zavedati, to je Mojmir Mrak omenil, da nekaj nepovratnih sredstev, nekaj bo pa treba vračati. Zato je še kako pomembno, da ta sredstva izkoristimo za tiste projekte, ki bodo imeli pozitivne posledice na družbo in na gospodarstvo. Tako zame je izredno pomembna dobra prometna infrastruktura, razvojna os, kajti to pomeni potem, da se celotna Slovenija bolje razvija. In seveda ne bi smeli dajati volilnih bombončkov, ampak dejansko se odločiti za tiste projekte, ki jih sicer sama Slovenija bi težko financirala. Tako na področju, kot sem šla, tako na področju zdravstva, kjer so se pokazale velike potrebe in pa veliki problemi v naši družbi in še marsikaj. Skratka, denarja bo res veliko, če ga bomo znali vložiti pametne projekte, potem bo ta denar tudi koristen. Moramo vedeti, da na začetku, ko je ta Evropska komisija dobila mandat, je bila glavna tema zeleni dogovor. Zdaj, seveda, pandemija je stvari nekoliko spremenila, pa vendarle želimo, da bi kljub temu, da bi sprejemali ukrepe za okrevanje po pandemiji, hkrati v največji možni meri seveda upoštevali tudi ukrepe, ki so potrebne za izvajanje zelenega dogovora. Tako da ne želimo iti v stanje pred pandemijo, ampak tudi to krizo, ta denar izkoristiti za projekte, tudi za uresničevanje zelenega dogovora.
Tako da jaz vendarle upam, da bomo našli tiste, seveda še problem, ki ga imamo v Sloveniji, je pa ta, da mine preveč časa od tega, ko se sprejmemo strategijo, da jo uresničimo, da pripravimo vso dokumentacijo, da smo učinkoviti. Tukaj jaz upam, da bo vlada imela srečno roko in da bomo znali vendarle premostiti te naše vsakdanje težave. Doktor Grošelj, najlepša hvala, gospa Novak. Gospod Grošelj, zaključne besede, prosim, z ozirom na Slovenijo. Ja, poglejte, eno med večjih izzivov je to, kar se danes sicer ni omenilo. Kar se tiče RRF-a, ideja je bila, zdaj bom rekel konkretno ne vem, ampak ideja je bila, da to ne bremeni javnih financ držav, tudi če se gre za kredite. Ampak bi mogel gledati, kakšen bo kompromis. Tisto, kar bo največji izziv, je to, da bo treba te projekte iz RRF-ja realizirati v obdobju 2021-2023 z možnostjo črpanja do 2024. To je za Slovenijo ekstremno kratek čas. Tisto, kar mene skrbi, je, da se bo Slovenija odločila za velike investicije v gradbe, v infrastrukturo, se pravi, jaz seveda podpiram tretjo razvojno pot in vse te projekte, vendar Slovenija bi morala začeti razmišljati tudi v tem kontekstu. Naprimer, mi imamo ogromen zaostanek na razvoju lokalnega, distribucijskega elektroenergetskega omrežja. To bo izredno pomembno, če gremo v okviru zelenega dogovora v smer elektrifikacije prometa, se pravi, ta distribucijsko omrežje bo strateškega pomena. Ne moramo si privoščiti, da bomo prišli v situacijo, ki se že dogaja mimogrede, da dva državljana priklopita v nekem območju polnjenja svojih električnih avtomobilov in potem v celi vasi žmrkajo luči. To so take stvari, ki bodo imele strateški pomen. Potem je tu vprašanje 5G v okviru digitalizacije. To so pomembna vprašanja. Kot vidimo, nekatere države so izredno previdne pri tem, naprimer Nemčija, Francija, pri odnosu do vira tehnologije. Jaz upam, da bomo ta sredstva izrabili za to, da bomo naredili tisto tehnično znanje, ki nam bo omogočalo, da bomo jasno definirali, kakšne tehnologije bomo sprejemali, kako jih bomo uporabili, in da ne bomo zapadli v neke geopolitične zgodbe, kjer bomo pač delali usluge zaveznikom take in drugačne, na koncu pa bomo soočeni z tehnološkim zaostankom. Tukaj je cel kup enih stvari. Seveda, jaz vem, da župani vsi želijo, ta lokalna raven želi iz evropskih sredstev skozi to kohezijsko zgodbo, predvsem gradnjo infrastrukture, ampak mi moramo gledati tako, kot delajo recimo jedrne države, ki skozi te mehanizme, pa ne kohezijo, ampak tudi skupne programe, delajo strateške tehnološke preboje. Recimo, in to je sicer zahtevno, ampak je enostavno Slovenija tukaj bo morala ta preboj narediti, ne glede zdaj na to, katera vlada in kakšna vlada. Kohezija, tako kot je bilo rečeno, kohezija se počasi izteka, ta bombonček 350 milijonov, to je bil bombonček, zato da je pač pomiril duhove na tem svetu, na svetu EU. Recimo Češka je dobila 1,1 milijardo za to, da so se pomirila. Ampak to je zdaj v tej perspektivi. V naslednji perspektivi bomo mi pač na točki, ko bo zelo težko to še upravičevati. Tako da treba tu začeti, mi moramo vedeti, da pač tudi logika, in to po Sloveniji banka, bom to vsem zaključil, logika vseh teh večletnih finančnih okvirov je zelo razvojno relativno jasna. In v tem ne pozabimo, in to je po moje ključno sporočilo, še vedno ostajamo v okviru zelenega dogovora, digitalizacije in utrditve evropskega gospodarstva. To je zdaj ta format. In vsi te naši projekti bi morali biti v okviru tega formata. Tudi če mi nacionalne strategije nimamo in da tudi zdaj verjetno ne bomo spisali, pa ta širši okvir obstaja. Znotraj tega bi Slovenija morala iskati projekte, ki bojo potem omogočali tisti preboj v okviru dviga dodane vrednosti in tako naprej. Seveda je infrastruktura pomembna, ne sme pa biti to pretežno in samo to edini cilj teh projektov. Najlepša hvala. Doktor Mrak, kar nadaljujte s svojim vodilom. Če bi se navezal na dr. Grošlja, ker je ravno o teh, bi rekel, proporcijah. Jaz mislim, da ena ključna stvar, ki jo moramo upoštevati danes je, da je tega denarja, skupnega denarja, bistveno več kot v preteklosti. Tako da tudi, ko ti delaš strukturne spremembe, kam boš kaj usmeril, to ne pomeni, da bo šel tisti, kjer mu bo šel delež dol. Nujno dol tudi nominalno, nasprotno. Tudi če bomo mi zmanjšali, klele recimo v naslednji finančni perspektivi, delež kompletnih EU sredstev za infrastrukturo, govorim jasno o nepovratnih sredstvih. To ne pomeni, da se bodo ta sredstva zmanjšala nominalno glede na sedajno finančno perspektivo.
Ampak kar je treba, po mojem, v naslednji finančni perspektivi, je drastično povečati sredstva za tale segment, ki je bilo prej govora. Produktivnost, digitalizacija, zeleno. Tam smo, tudi v tistem našem članku, ki smo ga predstavili, tam mi dva predlagava bistveno povečanje, ampak te pa govorimo o povečanju preko 100%. Bistveno povečanje. Pri infrastrukturi bo šla tudi sredstva gor, ampak jasno, kot delež se bo to nekoliko zmanjšalo in po mojem je tudi prav. In še eno stvar, jaz bi, kar se tiče dolžniških verov tega novega finančnega aranžmaja, izključno jih vezal na infrastrukturo. Ne pa na te pa druga dela. Še ena stvar pri koheziji, govorim zdaj pa o klasični koheziji. Jaz mislim, da bi morali nadaljevati, to se dela, da ne bi bilo zdaj nesporazuma, že tudi v tej finančni perspektivi, v večji meri skušati vzpostaviti te mehanizme preko SID banke okrog povrat teh finančnih instrumentov. Preprosto, da za čas, ko bo kohezijskih sredstev nepovratnih manj, da boš imel ti v bistvu vendar nekaj sredstev, s katerimi boš lahko obračal. Tako da jaz upam, da je SID zdaj vključen v tole programiranje, saj v tem segmentu kolikor toliko intenzivno. Ja, najlepša hvala. In pa približujemo se koncu. Gospa državna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs, ali torej v naslednjih korakih, v tem dokumentu, ki bo verjetno tudi javen oktobra, ali bomo vedeli, kako, po katerih vsebinah bo porabljenih 5,7 milijarde evrov, kam bodo šla nepovratna sredstva, kam povratna in v kakšnem časovnem horizontu, vemo pa, da se mudi tam do 2024. Ja, v tem dokumentu bo vse to jasno. Me pa veseli, da se vsi, ki smo na tej debati prisotni, tudi razumemo, ker dejansko programiramo nekje v tej smeri. Tudi mislim, da glede na to, koliko je dodatnih sredstev na razpolago, da bomo dejansko lahko podvojili tudi sredstva za gospodarstvo, digitalizacijo, zeleno in te namene. Dejstvo pa je, da nekaj infrastrukture pa bomo vseeno morali še pokrpati, zlasti kar se tiče železnic, tretje razvojne osi, tudi okoljske infrastrukture, ampak tu se držimo, da ostajamo v nekih okvirih. Kar bi pa rekla, kar pa je zelo pomembno, da bomo vse to lahko realizirali, pa je definitivno, da se moramo debirokratizirati, spremeniti logiko. Tu imamo mi velik problem, smo počasni, neučinkoviti in zato od vsega pametnega mi najprej rabimo pametno debirokratizacijo, če hočemo sploh v tem sistemu preživeti. Ko smo šli sešteti vse predpise, ki jih trenutno imamo, jih je več kot 55,000, tako da mislim, da je to eden izmed tistih večjih izzivov, ki nas čaka in tudi zaradi tega mi dejansko v nekem kratkem obdobju do sedaj nekih večjih projektov nismo uspeli izpeljati. A ta debirokratizacija pomeni zdaj na hitro spreminjanje veliko zakonov? Glih, jaz nisem naklonjena temu, da se na hitro spreminja, definitivno bo pa treba neke ovire odpraviti, ker gledajte, če mi delamo na enem projektu 8 let ali pa čakamo neke spremembe prostorskih načrtov 8 let, potem verjetno v 2 letih projekta ni možno izpeljati. Tako da to je prvi problem, ki nas čaka, drugi pa, da moramo res konkretno razmisliti o reformah, ker kolikor jaz spomnim, ne vem, kdaj so bile neke resne reforme izvedene, tako da izzivov je množica. Upam, da nam bo uspelo. Verjamemo v to. Najlepša hvala. Ali kdo še želi besedo čisto za konec? Morda še minuto imamo. Lahko pa tudi... Aha, imamo neko vprašanje, samo moment. Tukaj imamo eno vprašanje glede financiranja zelenih inovativnih infrastrukturnih projektov z integriranjem naravnih rešitev, recimo zelene strehe in tako naprej. Mislim, da je to del ciljev. Ali se že ve, ali bo možno v cilju 2, tam, kjer se govori o zelenem, spodbujati, financirati infrastrukturne projekte z integriranjem naravnih rešitev, zelene strehe. To je nekaj takšnega, kar že delajo v Kranju. Ja, bo. Pardon. Kdo se... Ja, kar izvolite, gospod Grošelj. Mislim, zdaj lahko me državna sekretarka popravim, ampak mislim, da to je, zato ker je energetska sanacija
v okviru tega programa energetskih sanacij je to, mislim, da je že do zdaj bilo. Ampak zdaj gotovo je to del tega zelenega dogovora. Ampak, spoštovani gostje, Ljudmila Novak, Klemen Grošelj, Mojmir Mrak, Monika Kirbiš-Rojs, najlepša hvala za vse povedano v tem webinarju, ki se bo vsebinsko lepo nadaljeval v naslednjega, namreč prihodnji petek sledi tema Zeleni dogovor po pandemiji. To pa je bil pogovor v okviru oziroma organizacije pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, bolj gospodarsko, finančno obarvan. Hvala Evropskemu parlamentu, hvala Manja Toplak in ekipa. Prihodnji petek ob 11. uri torej sledi nov webinar. Najlepša hvala in vse lepo pozdravljam. Hvala. Nasvidenje.